Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in ja, zaključujemo velikonočne praznike. Mogoče je tudi vam kakšen jajček ostal. Dejstvo je, da pirhi so, tako lepo jih je delati, tako lepo jih je imeti, ampak ko je konc praznikov, ostajajo. Kaj pa zdaj z njimi? Zdaj, mogoče ste nekje slišali, ali pa dolg časa je veljalo to, da če ješ jajca, da si povzročaš holesterol. Ampak jaz vam bom zdaj razložila, da to ni res, ker dejstvo je, da prav jajca so ključen element pri razstrupljanju. Danes bomo govorili o tem, kako narediti korak naprej. Dejstvo je, da zdaj smo 4 tedne v karanteni in marsikomu se je kaj porušil. Zdaj bomo majhen pogledali, kako v bistvu narediti tisto, zbrati tisto moč, da lahko greš naprej. No in prva stvar je razstrupljanje. In zdaj bomo prvo porabili pač tele velikonočne pirhe. Kako, v glavnem in zakaj? Prva zadeva, moramo razumeti, da telo izdeluje glutatijon. To je encim, ki razgradi, ki polovi vse tisto, kar je slabega v naših celicah. Se pravi, od živega srebra do vseh tistih elementov, ki ne spadajo v naše celice, ki so hormonski motilci. No in prav glutatijon, pogledajte, izdelamo ga na podlagi, rabimo živalski vir in rastlinski vir žveplovih spojin. No in prva so jajca. Zdaj seveda ni, da samo jajca vsebujejo te gradnike za glutatijon. Jaz imam tukaj knjigo, ko imajo hormoni žur na strani 209 in sicer lahko je pršut, lahko je piščanec, puran ali pa recimo tudi šunka, vse mlečne beljakovine, kot so mleko, skuta, sir, jogurt ali sirotka. Se pravi, to je prva sestavina za izdelati snov, ki razstruplja na celični bazi. Druga sestavina sta pa rastlinski viri in je lahko česen, čebula, lahko je brokoli, zelje, brstični ohrovt ali še boljš, tole bom odložila, zato ker lejte, kaj imam tukaj naštiman, hren. Hren ali pa in čemaž. Jaz zdaj veselo nabiram čemaž. Enkraten je, ker lejte, naredite si lahko in zdaj tukaj imam pripravljen, kaj naredite skupaj. Se pravi, zrežete jajce, naribate hren, date navadni jogurt ali pa grški jogurt ali pa skuto in zraven narežete čemaž, lahko tudi čebulo, lahko por, lahko česen, v glavnem nekaj od tega pekočega in zraven pa dejte še olje, olivno olje, malo posolite in to je krasna večerja. To je v bistvu večerja za razstrupljanje. Zdaj pa zakaj je to krasna večerja? Zdaj pa kaj zraven? Lahko brez slabe vesti, jaz tole moram zdaj odložiti, pojeste košček potice ali pa recimo najboljš bi bilo, idealen bi bil ajdov kruh. Zato ker ajda vsebuje ogromno količino teh zaščitnih snovi, flavonoidov, ampak če nimate brez slabe vesti, lahko zraven pojeste tudi kos potice. In zakaj je to primerna večerja? Zaradi tega, ker je pomembno, da to spravite do zjutraj v vaše celice, ker če to spravite do zjutraj v vaše celice, bo v dopoldanskem času gre razstrupljanje. Prav ta snov, glutatijon, pa deluje v celici kot lebdeč papir. Dejansko vse tisto, kar moti delovanje vaših celic, se prelep gor. No, zdaj pa še ena druga, tak encim, temu se reče encim, ki razstruplja na celični bazi, se mu pa reče SOD. In sicer, to sem prebrala v tele knjigi Zdravilo duha in tega pa izdelamo na podlagi kurkume, se pravi kurkumin, to je snov iz kurkume in super resveratrola. Zdaj pa, kje pa to dobimo? To je pa vse, kar je vijolično. In zdaj pa grem na tole knjigo, ko ima življenje žur, da vam razložim, kje se nahaja resveratrol. Ker seveda mene je zanimalo, veste, ogromno ljudi reče, ja, rdeče vino, to deluje na obnovo možganov, pa na razstrupljanje, ampak mene je zanimalo, če je res samo rdeče vino tisto, ki vsebuje ogromno količino resveratrola za obnovo, ali še kje druge. No in na koncu je izkazalo, gledajte, to imamo tukaj napisan, na strani 82, da največ resveratrola se nahaja
v bezgovih jagodah, se pravi, lahko iz bezga skuhate čaj, ali iz terjaka, tisti, ki poznate terjak, ali iz aronije. V glavnem aronija je kraljica izmed antioksidantov in ne samo na to, da spodbuja razstrupljanje na celični bazi, deluje na to, da pobere, da je močan antioksidant in hkrati deluje na dvig imunskega sistema. No, poleg tega seveda lahko uporabljate goji jagode, pa zelo dobre so murve, pa gornik, pa brusnice, pa borovnice. Vse to pa vsebujejo, ta živila vsebujejo flavonoide, flavonoidi pa delujejo tudi na to, da se jačajo žile, da deluje na obnovo žil in deluje tudi proti holesterolu, proti pritisku. No, v glavnem, to je zdaj prva zadeva. Se pravi, da mi lahko naredimo korak naprej, je pomembno, da poskrbimo za razstrupljanje na celični bazi. In tale velika noč, velikonočna živila so idealna za razstrupljanje telesa. To je prvi korak. Zdaj pa gremo naprej. Se pravi, prvo je razstrupljanje. Drugo je pa potrebno nadgraditi, nahraniti naše možgane, zaradi tega, ker naši možgani, glejte, če so podhranjeni, pa še potem vse ostalo, kar deluje na nas, imamo občutek, da se bomo kar skrčali. Se pravi, drugo je pospešiti obnovo. Obnova, zdaj pa pogledamo ključna hranila za obnovo naših možganov. Kako deluje možganska celica? Takole, da bom narisala. Če pogledamo, da je tole možganska celica, tako kot neka avtocesta, tukaj noter je živc in okrog je izolacija. Lih tako kot kabel. Da si boste lažje predstavljali, lejte, tako kot tale žička, mislim kabel, okrog je izolacija in noter je žička. No in dejstvo je, da lahko pride pri teh žičkah, da se precvika vse skupaj. No in ravno tako se dogaja z našimi možgani. Lahko nastane takole noter poškodba in dobesedno začnejo možgani prebijati. No in mi bomo zdaj pogledali, kaj bomo naredili, da obnovimo možgane. Prva zadeva, kar je pomembno, da imamo zadostno količino omega-3 maščobne kisline, zaradi tega, ker omega-3 gradi maščobno oblogo okrog živca. To je prva zadeva. Omega-3 gradi super hormone. Omega-3 deluje na cel možganski sistem, na hormonski sistem. Hormoni so topni v maščobi. Kakor nam manjka dobrih maščob, hormoni ne morejo normalno delovati. Tako da omega-3 je pomembna. Zdaj pa koliko? Saj 1 gram na dan. To je minimalno. Lahko tudi večje količine, samo eno opozorilo. Ljudje, ki imajo že zdravila za pritisk, za holesterol, ne smejo pretiravati zaradi tega, ker omega-3 rahlo reči kri in ne bi bilo dobro, da pride do kontraefekta. Se pravi, s tem bomo zdaj poskrbeli za obnovo. Potem potrebujemo vitamin B12. Vitamin B12, ga kje spet dobimo? Ja, spet smo pri jajčkih. Vitamin B12 je v jajcih, vitamin B12 je v mesu, vitamin B12 je v mleku, v mlečnih izdelkih, v skuti. Naslednja stvar, ki gradi naše možgane, je kalcij. Kje je spet kalcij? V mlečnih izdelkih. Glejte, nujno potrebujemo pač določene gradnike, ki gradijo naše telo, ker v nasprotnem primeru mi si ne moremo pomagati sami. Ker če gledamo ne tega, pa ne tega, pa ne tega, na koncu naše telo je fizično narejeno. In brez tega, da fizično telo podkrepimo, ne more, prazen žakelj ne stoji pokonci. No, naslednja zadeva, imamo potem pa antioksidante. Se pravi, C-vitamin je najmočnejši, seveda tudi E-vitamin, ki zaščiti maščoben del celice, potem je A-vitamin, ki pomaga pri tem, da se obnovijo tudi možganske celice. In zdaj, kje vse to dobimo? Se pravi, C-vitamin, limona, E-vitamin, žitni kalčki, mandlji, potem A-vitamin, korenček, rdeča barvila, grenivke. Potem naprej, izmed antioksidantov ogromno ga dobimo, lejte, spet smo pri kurkumi, prej sem rekla, kurkuma deluje na razstrupljanje, ampak hkrati pa vsebuje rdeče barvilo, ki vpliva na to, da se telo razstruplja in obnavlja.
No, naslednja zadeva, imamo potem pa zelena barvila. Aha, še eno stvar vam moram razložiti. Vem, da sem že večkrat razlagala. Če gledamo celico, celično jedro, tukaj noter v celičnem jedru imamo mi DNK. DNK, v bistvu tukaj le gor se zgodi, da na DNK pride poškodovana informacija in se gradi napačna celica. No in da mi razstrupimo na celični bazi, mi potrebujemo vsak dan ali brokoli, ali cvetačo, ali ohrovt, ali peteršilj, zeleno. Vse to vsebuje snov, reče se isorforafan, ki deluje na čiščenje celičnega jedra, dejansko na čiščenje DNK-ja in deluje tudi na dvig imunskega sistema. V celici pa še ena ključna zadeva, in zadnji sem že govorila o tem, da imamo mi tukaj noter mitohondrije. Mitohondriji so celične elektrarne. In če imate vi veliko teh celičnih elektrarn, ki proizvajajo energijo, in da imate zdrave mitohondrije, ste vi zdravi, se dobro počutite, imate energijo, se počutite tako z energijo, veste, nikdar vam jo ne zmanjka. Ampak dejstvo je, da lahko noter mi v celici pospešimo tudi propadanje in tudi propadanje teh mitohondrijev. Kako mi obnovimo mitohondrije? S čim? Prav ključno je, glejte, isto, kar obnavlja možganske celice, obnavlja tudi celične elektrarne. Prav iste sestavine. Zato je tako zelo pomembno. Dajte uživati zdajle. Ja, vem, da je veliko teh nasprotujočih si mnenj. Ne tega jesti, pa ne tega jesti, pa ne tega jesti. Ampak pojdimo nazaj na zdravo kmečko pamet. In če so naši predniki preživeli s tem, da so vsake toliko časa pojedli kakšno jajce, da so jedli skuto, da so pili sirotko, da so vsake toliko časa šunko pojedli, dejstvo je, da tudi mi bomo na ta način preživeli. No, zdaj, tako da dajmo se vrniti na zdravo kmečko pamet. No, in naslednja zadeva pri vsem skupaj, kako naprej, naslednja je pa potem šele, kako razmišljamo. No, in zdaj vam bom pa še razložila eno posebno os, čakaj, bom tukaj razložila, takole vidite. Hipofiza, ki jo imamo na sredini možganov. Potem imamo tukaj v povezavi s tretjim očesom, imamo zadaj, takole približno stran, je epifiza. In potem, oziroma hipofiza, hipotalamus in po možganskem deblu grejo v bistvu sporočila vsako celico našega telesa. Se pravi, to hipofiza, hipotalamus in te dva delata v paru z nadledvičnimi žlezami. Se pravi, vse, kar jaz razmišljam, gledam, berem in bolj kot je negativno, več stresa v meni povzroča. In več kot stresa v meni povzroča, se zgodi to, da se dobesedno moje celice zaklenejo, nehajo se obnavljati, ker sem v stresu, ker boj ali beg, ali pa panika, ker ne vem, kaj bom naredila. Kaj pa zdaj? In seveda, ogromno ljudi je zdajle zaradi koronavirusa pač ogroženih. Ja, tudi pri meni se pozna, da so se stvari močno spremenile, ampak na koncu koncev želim razmišljati absolutno pozitiven. Verjamem v to, da vsaka sprememba je za nekaj dobra in predvsem ne berem negativnih novic. Določene poročila pač ne gledam, zaradi tega, ker sebi ne želim povzročati še dodatnega stresa. In prvo pogledajte, nadledvični žlezi povzročata ogromne količine stresnega hormona, no in to sem pa prebrala v tej knjigi, Ko telo reče ne, in so delali raziskave z ostrižniki. Ostrižniki so pa afriške ribe in sicer ribe, ki so bile poražene. Tiste se jim je dobesedno izključil spolni nagon, se pravi, se jim je testosteron dobesedno izključil. In zdaj, če ta trenutek tudi vi razmišljate, da ste obtičali v vašem življenju, da ne gre naprej, to vpliva direktno na spolne hormone. Zdaj pa mogoče rečete, pa sej ne rabim ta trenutek spolnih hormonov. Ampak dejstvo pa je, da rabite pa življenjsko energijo za premik naprej. Zato je tako pomembno. Poglejte, če vi želite, da ta sistem nahranite oziroma spodbudite, da iz nadledvičnih žlez ne gre
na testise oziroma pri ženskah na jajčnike, stres, je pomembno, kaj vidim, kaj gledam, kam dajem svojo pozornost. Zato je tako pomembno, da se vprašam, kaj vidim lepega, kaj slišim lepega, kater spomin me navdaja z ogromno lepe energije. Zato je toliko pomembno, da vzamem v roke kakšne pozitivne novice, da preberem kaj dobrega, da ne razmišljam samo o tem, kaj gre slabo, kje je slabo, ampak res iščem dobre stvari. Vsaka sprememba v življenju, in to če gledamo zgodovino, vsaka kriza je pokazala, je naredila gnojilo, novo prst za nov začetek. In verjamem, da zdajle se dela nov začetek za mnoge. Mnogi boste sicer prisiljeni narediti nov začetek, ampak nič ni narobe, če naredimo včasih nov začetek. Pač kakšno stvar je potrebno počistiti. No in zdaj ta tretja zadeva, se pravi, tukaj smo gledali obnovo, tukaj ta tretja zadeva so pa, se pravi, stres in prepričanja. Prepričanja, kako razmišljam. In ta prepričanja so pa tista, ki me lahko popolnoma blokirajo ali pa me dvignejo. Zdaj le zase govorim. Jaz imam absolutno zdaj več časa in tukaj imam knjigico Zmorem. Louise Hay. No in zdaj, če naključno nekje odprem tole knjigico, Ustvarjalnost. Sem jasen mislec in se zlahka izražam. Ampak jasen mislec sem lahko samo na podlagi, da imam nahranjene možgane in da poskrbim za razstrupljanje telesa. V nasprotnem primeru ne morem biti jasen mislec, ker imam meglo v možganih. Se pravi, smo na začetku. Zdaj pa afirmacija. Jaz sem jasen mislec in se zlahka izražam. Ta afirmacija, če imam težave z izražanjem, absolutno ni pozitivna. Ampak če pa jaz rečem, dovoljujem si, da sem jasen mislec in se zlahka izražam, je pa tako, kot bi bila na semaforju, kjer je zelena luč in grem samo skozi. Vsak dan se učim, kako biti bolj ustvarjalna. Vsak dan se učim, to je v redu. Moje zmožnosti so brezmejne. Kaj pa, če niso ta trenutek? Kaj pa, če se počutim, da sem kaj ena glista na tleh in sem povožena? A lahko rečem, če si jaz ponavljam, moje zmožnosti so brezmejne? To je laž. Ampak druga stvar pa je, sprejemam svoje zmožnosti, ki so brezmejne. A ni boljš? Potem gremo naprej. Vedno sem v stiku s svojim ustvarjalnim virom. Ja, če sem zdajle glista na tleh, nisem v stiku s svojim ustvarjalnim virom. Se pravi, če jaz rečem, dovoljujem si, da sem v stiku s svojim ustvarjalnim virom, teče skozi mene čist druga energija, ki me popelje nekam. No in če zdaj pogledam tukaj naključno naprej, pa da pogledam, se pravi, ustvarjalno bogatstvo. No pa poglejmo tukaj. Zakon privlačnosti prinaša v moje življenje le dobro. Glejte, zakon privlačnosti ta trenutek deluje to, kar oddajam. Če je mene strah, bo zakon privlačnosti ta trenutek prinesel v moje življenje ne samo dobro, ampak ves ta moj strah se bo naslikal na ekranu mojega življenja. Se pravi, če želim drugače naštelati moje misli, je pomembno, da rečem, zakon življenja, dovoljujem si, da grem s tokom življenja. Dovoljujem, da prihaja v moje življenje samo dobro, privlačim dobro in dajem dobro. Siguren zakon privlačnosti prinaša v moje življenje le dobro, to je laž. Lejte, dejstvo je, da zakon privlačnosti prinaša lahko v moje življenje tudi veliko slabega. In druga stvar pa je, pomembno pa je, da se vprašam, kaj jaz nosim v svoji podzavesti, kaj je tisto, kar mene bremza. In ta trenutek, ja, je prav, da gremo počistiti. Kaj je tisto, kar mene bremza? Strah glede preživetja, mogoče neodpuščanje nekomu, mogoče jeza na nekoga, mogoče neodpuščanje sebi za določene korake v življenju, za mogoče kakšno odločitev. Vse to lahko povzroča, da bom jaz imela zakon privlačnosti, ja, bo prinašal to, kar jaz sem.
Zato, ker to, kar jaz sem sejem, dobivam nazaj. Naslednja zadeva, recimo, kako razmišljamo o bogastvu. Če so vas vzgajali, tako kot mojo prijateljico, vsi ljudje, ki imajo denar, so nepošteni. In če imate vi v svoji podzavesti to, boste seveda privlačili ljudi, ki vam bojo točno to kazali, da vsi ljudje, ki imajo denar, so nepošteni. In druga zadeva, denar je pa božanska snov, se pravi, lahko pride v vaše življenje več dobrega, več izobilja, več tega, kar je naravnan za vas za dobro. Veseli me denarna varnost, ki je stalnica v mojem življenju. Veseli me denarna vrednost. Poglejte, če jaz si rečem, če si ponavljam, veseli me denarna vrednost, ki je varnost, ki je stalnica v mojem življenju. Če jaz ne občutim denarne varnosti, ta trenutek je to zame ta trenutek grozen stres. To ni res zame, a ne? Potem se pa tresem, kako bom plačala položnice. Ampak druga je, dovoljujem, da se v mojem življenju pojavi denarna varnost, ki je stalnica v mojem življenju. Se pravi, ta dovoljujem je ta ključna zadeva, ki daje rdečo oziroma zeleno luč, da prihaja to v moje življenje. Zdaj sem se pripravljena odpreti brezmejnemu bogastvu, ki je vse povsod okrog mene. Ja, to je pa dobro. Pripravljena sem se odpreti brezmejnemu bogastvu. Naj pride v moje življenje, naj se zgodijo čudeži. Dovoljujem, da se začnejo dogajati čudeži v mojem življenju. Glejte, vzemite pozitivne stvari v svoje roke in zdaj, če pogledam prav karte Prehod v novo dobo, vam bom zdaj prebrala kakšno sporočilo iz kart Prehod v novo dobo, pa da vidimo, kakšno sporočilo pride preko teh kart. Za vas, ki ste zdaj do konca gledali tole sporočilo, da vidimo, kakšno sporočilo je za vas. Poglejte tole. Jaz sem boginja, ustvarjalka nove dobe, vodim me srce. Ja, in pri mnogo ženskah je obremenjena srčna čakra z občutkom krivde, da nismo zadosti dobre, da nismo zadosti poskrbele za svoje ljudi okrog sebe, da mogoče občutek krivde, da bi morala se bolj potruditi in tako naprej. Ustvarjalka nove dobe, vodite srce, prepusti se temu, da te pelje srce. V tebi je neskončna inteligenca, ti si hči večnosti. Tvoje srce napolnjuje brezpogojna ljubezen. Naj bodo v tebi mir, ubranost in uspeh na vseh področjih. Zavedaj se, da je stvarnik tvoj večni vir. Vse tvoje duhovne, duševne in gmotne potrebe naj bodo izpolnjene v vsakem času in prostoru. Zavedaj se, da si ti ustvarjalka nove dobe povezana z rodovitnostjo. Ti si ženska. No in prav ta ženska energija, rodovitnost, ženska energija, ki milina, ženska energija, ki ni v tekmovalnosti, ki ni v agresiji, ki ni v tem, da nekoga pohodiš, da ti lahko zrasteš naprej, ampak ženska energija, ki je v sodelovanju, v tem, da iščeš dobre lastnosti v ženskah, v moških, v ljudeh, ki so okrog tebe in da na ljudi gledaš s sočutjem. Prav sočutje je ena taka, prav energija, sočutje je ena taka energija, ki pomeni, da na tiste ljudi, tudi tisti, ki so bili hudobni do tebe, gledaš z odpuščanjem, da je delal tako najboljš, kar je zmogel v življenju. In da s sočutjem gledaš na sebe, da si taka, kot si vredna. Glejte, ogromno ljudi, in zdaj, če gledamo dediščino naših prednikov, mi smo obremenjeni s tem, da smo majhni, da ne moramo, da se nič ne da. In zdaj, če gledam, tukaj imam knjigo od Milene Miklavčič, Ogenj, rit in kače niso za igrače. Dejstvo je, da Milena prav piše o tem, kako smo obremenjeni, mi kot slovenski narod, s tem, kaj mora biti skrito in kar se ne sme videti. Zato dajte spustiti to, kar ne spada več v vaše življenje in razprite krila in dovolite si, da postanete brezmejni, da postanete veliki in boste videli, življenje vas bo vedno podprlo,
ko si upate slediti svojemu cilju. Tako da, dajte narediti v tej smeri, tudi če se je zdaj karkoli podarili, pejte naprej in mogoče premagajte tisto, kar je vaš največji strah in boste videli, življenje vas bo vsakič podprlo, ko si upate narediti korak v neznano. Tako da, naredite nekaj za sebe, ker samo to šteje. Najprej za vas, pa za vse ostale. Imejte se radi in res lep zaključek teh velikonočnih praznikov.